Živijo, sem Eva, rada imam zgodovino, zato zelo rada obiskujem muzeje. Kako bo lahko toliko vedel o starih razstavnih predmetih, pa bom danes za vas razkrila na razstavi Preteklost pod mikroskopom. Zakaj ste se odločili postaviti to razstavo? Zato, ker smo hoteli ljudem pokazati, da je znanost zanimiva, razumljiva in prijazna do vsakoga. Kako ste izvedeli, kakšen obraz je imel zadnji celjski grof Ulrik II? S pomočjo forenzikov, se pravi tako kot v televizijskih nadaljevankah, je nemška znanstvenica naredila rekonstrukcijo njegovega obraza po lobanji. Kaj pa je tole in zakaj se uporablja? To je pravzaprav tridimenzionalni optični povečevalnik, čemur bi posplošno po ljudsko rekli, to je lupa. Taka sofisticirana lupa za velike povečave, tako da če pogledaš skozi njo, boš videla zelo močno povečana rastlinska in živalska vlakna. Kako pa to, da imate tukaj oklep? Predvsem zato, ker smo želeli ljudem pokazati, da videz v oklepu ni bil tako neokreten, kot poznamo to iz zgodb in iz filmov. V resnici je vitez lahko v oklepu se plazil, vstal, delal počepe, skakal čez ovire, tako kot danes sodobni vojak ali pa gasilec. Kako veste, koliko je kakšen predmet star? S svojim znanjem in izkušnjami, s primerjavami, pogosto pa nam pomagajo naravoslovne metode, ki so jih razvili kemiki in fiziki, ko lahko s preprosto ugotavljanjem kemične sestave ugotovijo, iz česa je predmet narejen, mi pa potem vemo, od kdaj je. Koliko sta stara najstarejša ohranjena topova v Sloveniji? Najstarejša ohranjena topova sta iz 15. stoletja, tako da sta zdaj stara 600 let. V mikroskopskih podrobnostih se skrivajo velike skrivnosti. Adijo!